srečali o promociji te knjige, to je knjiga Ogun, radost in bridkost ritualnih prehoda, in opisuje ritualistiko, ki je v bistvu zelo podobna slovenski, tudi kar se tiče, da rečem, pogrebnih slovesnosti, sploh pri lovcih. Potem pa sta išli še dve knjigi, ki govorita o afriškem izročilu. Tudi tukaj je avtor dr. Sekiru Salami, torej Baba King, se pravi afriška mitologija Oriš, prvi del Šango in njegove žene. Vse te knjige mislim, da so tudi na voljo v vaši knjižnici. Ne? In pa potem smo naredili še eno knjigico za otroke, katere namen je bil v prvi vrsti zbirati sredstva za eno šolo v Abeokuta, ki ni imela lepe strehe in lepih stranišč in tako naprej. Smo to tudi uspeli zbrati tudi s pomočjo te knjigice. Danes pa smo tukaj zato, da se posvetimo afriškemu izročilu skozi njegovo tako sporočilnost. Recimo, te knjige so mnogo bolj, bi rekla, strokovne in mogoče niso tako zelo, da bi jih vsi brali. Saj vsi ne bodo zelo zadovoljni s to vsebino, zato ker jim bo preveč strokovno predstavljena. Ta knjigica pa je bila narejena prav zato, da bi približala ljudem, kaj vse nam afriška modrost lahko nudi, ker vsi smo navajeni Afrike kot celine, ki je revna. Tukaj pa bomo lahko videli, da po izročilu, po modrosti, pa je lahko zelo bogata in imamo tudi lahko mi, ki imamo materialno gledano morda kdaj več, veliko lahko tudi od Afrike. In to, da bi pa tudi mi malo bolj, da rečem, znali pogledati vase, da ne bi bili tako, da rečem, ubiti v naših sanjah spričo krize, poročil, ki jih gledamo vsak večer, zato pa je nekako nastala ta knjiga. In zdaj bi najprej prosila Natalijo, da pove, zakaj se je odločila, ker to so modre misli, ki jih Baba King pove skozi svoje predavanja. Ona je pa to vse zbrala in uredila v to knjigico. Kako si se odločila, da boš ravno od tega se lotila? Jaz moram reči, da mogoče bilo tako, najprej je se rodila ideja, že pred 10 leti recimo, da bi želela napisati knjigo. Potem so se pojavljala vprašanja pri meni, se pravi, začela sem iskati vprašanja v smislu življenja, v bistvu življenja, o tem, kaj je še zraven tega, kar vidimo vsak dan v življenju. In kot odgovor mi je pred 6 leti prišlo, se pravi, moje življenje povabilo na predavanje Baba Kinga prvič, takrat sem bila na predavanje v času in prostoru in moram reči, da sem se takoj zaljubila v to modrost, to znanje. Bilo mi je res, prvič sem se počutila, kot da dobivam odgovore na vprašanje nekaj takega isto, kot jaz čutim. In potem sem zelo redno začela zahajati na predavanje 3-krat na leto, ko je prihajal Baba King. Zelo sem se potrudila tudi, da sem imela možnost začeti zapisovati in na tak način, ko sem se začela seznanjati s temi znanji, je prišlo enostavno do te želje to deliti z drugimi in ko je prišlo povabilo oziroma na nek način ideja, da bi lahko to združili, se pravi, sem bila z velikim veseljem za to. Jaz se sicer v svojem življenju ukvarjam s kaligrafijo, lepim izpisovanjem črk, kjer so bile te misli, te modrosti, tudi ena izmed tem, ki sem jih uporabljala za svoje izdelke in moram reči, da mi je pravzaprav potem, po tolikem času, prišla ta modrost v življenje in bila res čast, da sem lahko to knjigico izpisala. Torej, kdo je Baba King? Dr. Sekiru Salami, do prednedavnim predavatelj na Univerzi v São Paulo. Hkrati pa človek z velikim poslanstvom, da prenese pač tisto, kar Afrika lahko ponudi zahodnemu svetu, Ameriki, kamorkoli je pač povabljen, da tisto prenese v neokrnjeni obliki. Zaradi njegovega akademskega pristopa so te stvari dobile na Zahodu tudi mnogo večjo težo. Se pravi, to ni samo nekaj, kar nek duhoven človek pride, odpredava in pozabimo in gre, ampak imel je priložnost tudi na Ljubljanski univerzi, na Filozofski fakulteti predstaviti te modrosti pač profesorjem in študentom. So, I would like to ask you, Natalia mentioned that the first lecture, torej to, kar sem ga vprašala, je Natalija omenila, da prvo predavanje, ki ga je obiskala, je bilo o času in prostoru in sem ga prosila, da nam pove nekaj o pomenu časa in prostoru.
prostora gledamo skozi pač evropsko filozofijo, nekaj takega, kar bo nam koristno, da bomo imeli nocojšnjega večera. In the first place, I would say good evening to everybody. Najprej želim lepo pozdraviti vse, dober večer. Thank you for your respect, your love. In hvala za vaše spoštovanje in ljubezen, ki jih izkazujete s tem, ko ste nocoj se odzvali našemu vabilu knjižnice Brežice. My very thank you to the library, to Teja. In zahvaljuje se knjižnici in Teji. Because our philosophy believes so much in being grateful. Ker filozofija Oriš, filozofija etnične skupine Yoruba, veliko govori o pomenu, o pomembnosti hvaležnosti v življenju. The one that possesses the wisdom, tisti, ki poseduje modrost, it's only important when he has the chance to share the wisdom. Je lahko pomemben le, če dobi priložnost, da to modrost deli z drugim. Because wisdom, knowledge, experience can die. Ker modrost, znanje in izkušnje lahko umrejo. So the only way for wisdom, knowledge not to die is to share them with the others. Edini način, da modrost in znanje ne umreta, je, da jih delimo z drugimi. So African philosophy is based on different values. Afriška filozofija temelji na različnih vrednotah. So one of these values is time and space. In ena med njimi je čas in prostor. Time is so important for us as a subject of self-discovery. Čas je zelo pomemben za nas kot tema, s pomočjo katere pridemo do samoodkritja. Because we believe that everything happens in a place, in a time. Ker verjamemo, da se vse v našem življenju dogaja v času in prostoru. So the symbolism of life is time. Simbolika življenja je čas. So time has to do with our space. Čas pa ima opraviti tudi z našim prostorom. The time doesn't go in a distant space from us. In čas nam ne bo ušel nikamor daleč od nas. Živimo v času. Wherever you are, kjerkoli smo, time is with you. Je čas z nami. So we create our second time. Mi sami pa si ustvarimo drugi, vzporedni čas. We call it secondary time. Temu pravimo sekundarni čas. Vse naše želje, pričakovanja in sanje spadajo v naš sekundarni čas. What is more difficult to do? Kaj je težje početi v življenju? To criticize, to judge, kritizirati in presojati, or to prove to be competent. Ali pa se dokazovati s svojim delom, da smo kompetentni, da smo sposobni. I believe through my spiritual philosophical experience, iz svojih filozofskih in duhovnih izkušenj lahko pove, to criticize is da je easier, kritizirati mnogo lažje. to judge it is easier, Biti sodnik je lažje, because he doesn't need to be competent for this. ker zato ni treba biti zelo sposoben, da povemo, kaj ni v redu. Lahko smo dober vernik v svoji fari, če smo živni in zdravi, če ne še k maši ne moremo. Our well-being depends on us. In naš dober obstoj je odvisen od nas. Even when our parents, our partners, our friends, whoever loves us, Ne glede na to, kako radi nas imajo naši starši, naš partner, kdorkoli. if we don't have the minimum emotional balance, Če mi nimamo vsaj minimalne čustvene stabilnosti v svojem we življenju, cannot receive all this. ne moremo niti sprejeti njihove ljubezni. So we are very rich. Torej, zelo smo bogati, če smo se zbudili We živi. are precious. Smo zelo dragoceni. Why can't we appreciate more our lives? Torej, zakaj ne bi bolj cenili svojega življenja? Because we cannot imagine how important we are towards ourselves. Ne moremo se niti predstavljati, kako pomembni smo si. Tukaj govori eno poglavje o odgovornosti in piše: odgovorni smo za vse, kar se nam dobrega in tudi slabega zgodi v življenju. You are frustrated because you depend on someone. Frustrirani smo lahko le, če smo odvisni od nekoga. You are disappointed because you depend on someone. Razočarani smo tudi lahko le, če smo odvisni od nekoga. Človeška bitja smo tako ustvarjena, da bomo vedno koga razočarali. In nekdo bo razočaral nas. So we must understand that our responsibilities in life Razumeti moramo, da so naše odgovornosti v življenju is to bear the risk of life. All the risk in Naša life is odgovornost je ours. nositi riziko za svoje življenje. Ves riziko v našem življenju je naš. Torej, suru je notranja uravnovešenost, notranja harmonija, umirjenost
Sposobnost, da sprejemamo razlike med ljudmi. Prevod za suru bi bil, na primer, potrpežljivost. Pa sem ga prosila, da nam pove še nekaj o tem. Suru is patience. Suru je potrpežljivost. It is not passivity. Ampak ni pasivnost. It's tolerance, Je toleranca, respect, spoštovanje, self-control, samokontrola, responsibilities, odgovornost, calmness, umirjenost, inner harmony. notranja harmonija. Suru, in our philosophy, is a composition of multiple inner qualities. Suru je v tej filozofiji kompozicija mnogih notranjih kvalitet. To What je is your prvo, kar naj se proposal? vpraša. Kakšen je naš namen v tem? Do you want to correct yourself? You want to correct outside? A želimo popraviti sebe ali vse zunaj? Have you ever think about this? Ste kdaj razmišljali o tem? If no, you never think about being patient then. Če niste, potem niste dovolj potrpežljivi. We are impatient because we are co-actors in other people's life. Nepotrpežljivi smo takrat, kadar želimo biti režiser življenja drugih ljudi. When you don't enter other people's life, you don't have Če this se problem. ne vpletamo v življenje drugih ljudi, če jih pustimo biti takšni, kot so, potem nimamo te težave, nimamo razloga za nepotrpežljivost. Then to be more with your life only. Potem smo lahko nepotrpežljivi le do sebe. So the same logic is applicable to our individual lives. Ista logika se uporablja za naše osebno življenje. So about the ancestors. Why do you of us worship ancestors so much? Vprašala sem ga še eno poglavje. Tukaj so predniki. In Rube zelo častijo prednike. Vemo pa, da naš zahodnjak je pa družba nekako pripravila do tega, da so starejši samo še višek. Še penzije bi vam radi ukinili tistem, ki ste starejši tukaj. Se pravi, namesto da bi cenili vašo modrost, vaše izkušnje, zakaj je družba postala tako hladna do tega? V Afriki je to precej drugače. What determines the quality of a fruit? Kaj določa kvaliteto sadeža? The fruit on its own or the plant? Sadež sam ali drevo, na katerem je zrasel? The tree. The tree, thank you. Hvala. So our ancestors are the tree. Naši predniki so drevo, We are the fruits. mi pa smo sadeži. If we look to the audience, everybody is nice looking person. Če pogleda vse, ki sedite tukaj, ste vsi prijetnega videza. Nobody here looks wicked. Noben tukaj ne zgleda zloba. You agree with me? Se strinjate? Yes. And nobody look like an assassin here also. Torej, nihče tukaj ne zgleda kot morilec. You agree? A se strinjate? Yes? Yes, but everybody here somehow is an assassin. Ampak vsakdo na nek način med nami Everybody je here, we morilec. all. Vsakdo, mi vsi. Because we kill other people's dream. Zato, ker zelo radi ubijamo sanje drugih ljudi. When we kill someone's dream, we kill the person. In s tem, ko ubijamo sanje nekoga, ubijamo osebo. Our only reason of being in this life is our dream. Edini razlog, zakaj ustrajamo v tem življenju, so neke naše sanje, pa naj bojo vezane za delo, za ljubezen, za študij, za karkoli si želimo v tem življenju. So we should not allow anybody to kill our dreams. Nikomor ne smemo dovoliti, da ubija naše sanje. Thank you very much. Okay, thank you for you, for Natalia, for our efforts. Torej, hvala Nataliji za njen trud, da je vse te lepe misli zbrala v tej knjigi. And thank you for the audience. In hvala vsem vam, ki ste prišli ta večer podeliti z nami. We are the star today. Ker vi ste zvezde nocojšnjega večera, ker ne bi imeli komu govoriti, če bi bila dvorana prazna. Otherwise, you have no reason.